Božič je veliko več kot le čas, ki ga preživimo z družino in z ljudmi, ki jih imamo radi. Je veliko več kot lepo zavito darilo, ki ga je nekdo, ki nas ima rad, postavil pod božično drevesce. Je veliko več kot lepo okrašeno stanovanje in kjer diši po sveže pečenih vanilijevih rogljičkih. Božič ima veliko večjo vrednost. O božiču se spominjamo noči vseh noči. Pastirji šli so gledat dete, k Mariji stopili. Je v jaslih malih bo vid rešitelj, o veličastna ta noč. O veličastna ta noč, so angeli zapeli. Aleluja, kralja hvali zemlja vsa. Vemo, ljubezen je, zdaj zapoj, Jezus rojen je. Kristus rojen je. Oh, 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 Povedali so, kje so ga našli, pastirji vsem ljudi, da se rodil je, med nas veliča, na veličastno to noč. Rojen je, veličastna je noč, so angeli zapeli. Aleluja, kralja hvali zemlja vsa. Vemo, ljubezen je, zdaj zapoj, Jezus rojen je. Kristus rojen je. Gloria, gloria, veličastna ta noč. Gloria, gloria, veličastna ta noč, so angeli zapeli. Aleluja, kralja hvali zemlja vsa. Vemo, ljubezen je, zdaj zapoj, Jezus rojen je. So angeli zapeli. Aleluja, kralja hvali zemlja vsa. Vemo, ljubezen je, zdaj zapoj, Jezus rojen je. Kristus rojen je. Oh, 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 Vse je tiho, vse je mirno, na nebu zvezda gori. V hlevčku Betlehem kralj zemlje biva, o veličastna ta noč. O veličastna ta noč. O, veličastna noč. To je noč, ko je k nam prišlo upanje. Bog je v tej noči poslal svojega edino rojenega sina, nam v rešitev. Dal nam je svoje najdražje, svoje edino. Kakšna ljubezen! Ta noč je ljudem prinesla novo priložnost in novo upanje. To upanje je Jezus.
Naj tvojega pogleda ob tem božiču ne zaslepijo minljive stvari. Blišč, darila, obilje na mizi, okrašeno stanovanje, nova oblačila in podobno. Svoj pogled usmeri vanj, ki je resnično in pravo bistvo božiča. Upri zdaj svoje oči v Jezusa. Svoj pogled van usmeri, upri zdaj oči v Jezusa in ves čas sveta bo takrat zbledel, siju milosti bo zaživel. Svoj pogled van usmeri, upri zdaj oči v Jezusa in ves čas sveta bo takrat zbledel, siju milosti bo zaživel. Svoj pogled van usmeri, upri zdaj oči v Jezusa in ves čas sveta bo takrat zbledel, siju milosti bo zaživel in ves čas sveta bo takrat zbledel, siju milosti bo zaživel. Hvala ti, Gospod, da mi lahko ta večer upiramo svoje oči vate. Hvala ti, Jezus, da si tu med nami po svojem svetem duhu. Hvala ti, da si ti naše upanje, da si ti naša rešitev. Hvala ti, da si ti naš Gospod. Ti si naše vse, Gospod. Hvala ti, Gospod, da vemo, da ko svoj pogled usmerjamo nate, izgine ves blišč, ki želi zasenčiti, Gospod, v teh praznikih resnično bistvo tebe, Jezus. In mi ta večer prepevamo tebi, našemu kralju, našemu Gospodu. In tebi pojemo: Glorija, o veličastna ta noč, bodi proslavljen kralj Jezus, ki si prišel in ki znova pride. Haleluja. O sveta noč, si vsa razsvetljena, tej noči rojen je
Pozdravljeni. Blagoslovljen Božič vam želim. Polno veselja, miru o praznovanju rojstva odrešenika Jezusa Kristusa. Kaj je Božič? Poglejmo nekaj tradicionalnih mišljenj. Božič je krščanski praznik, ki ga v katoliških in protestantskih deželah praznujemo 25. decembra kot spomin na Jezusovo rojstvo. Zgodba o njegovem rojstvu je zelo pomembna, da bi se spominjali v teh prazničnih dneh v nekaterih cerkvah, v nekaterih domovih in mogoče še kje drugje postavljajo jaslice. Toplo stanovanje, dišeči piškoti ali potica, praznične lučke, prijetna melodija in predvsem bližina tistih, ki jih imamo najraje. Ja, to je Božič. To je nekaj tradicionalnih mišljenj o praznovanju Božiča. Toda, če res želimo spoznati bistvo Božiča, moramo pogledati v Sveto pismo. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Na začetku Janezovega evangelija beremo, da je v začetku bila beseda Logos in da je beseda bila Bog. Janez tukaj ne misli o začetku sveta, ampak na začetek, počelo pred stvarjenjem, na Boga samega kot absolutni začetek. Začetek brez začetka. Janez potem nadaljuje, kot smo prebrali, da je beseda prišla v svojo lastnino, med svojo stvaritev, stvarstvo, ljudstvo. Toda največja duhovna tema človeštva je, da ni spregledalo, spoznalo, sprejelo Logosa, ki je Jezus sam. Če je to duhovna resnica, potem je to za človeštvo največja tragedija vseh časov. Potem bo to za tiste, ki niso sprejeli Jezusa za svojega rešenika, strašen dan soočanja z resnico, ker niso sprejeli bistva Jezusovega rojstva. Nova zaveza imenuje ljudi, ki niso odrešeni, izgubljeni. In ni ničesar bolj tragičnega, kot izgubiti večno življenje. Kaj je bila jasna vizija Jezusovega prihoda, rojstva? Jezus je svoje poslanstvo opisal, da je prišel iskat, rešiti izgubljeno. Sin človeku je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno. Jezusa imajo mnogi za največjega duhovnega voditelja vseh časov. Nekateri ga imajo za najbolj pravičnega človeka, ki je kdajkoli živel. Celo nekateri psihologi ga imajo za največjega psihologa, saj je poznal, kaj je v človeškem srcu, duši. Tudi mnogi nekristjani so navdušeni nad njegovim naukom. In res je, Jezusovo učenje je bilo nekaj, kar prinaša ljubezen, sočutje, spravo. Če samo omenimo besede, ljubite svoje sovražnike. Če bi tako živeli, več ne bi potrebovali zaporov, sodišč, zakonskih svetovalcev in podobno.
prepiri, sovraštvo, izkoriščanje, krivica, osamljenost in še marsikaj bi bilo izkoreninjeno. Dejstvo je tudi, da milijoni po svetu pričujejo, kako je Jezus spremenil njihova življenja. Mnogi smo v njem doživeli odpuščanje, mir, radost, ozdravljenje, resnično svobodo v svojem srcu. Toda kljub vsem zgodbam, kaj je Bog ali Jezus storil v našem življenju, ponovno pravim, da je bilo največje Jezusovo poslanstvo, da je prišel iskat, kar je izgubljeno. To je bil njegov najvišji cilj, namen njegovega prihoda na zemljo. Kako močno si Bog želi doseči izgubljene, lahko vidimo v nekaterih Jezusovih prilikah. Tedaj je povedal tole priliko. Kdo izmed vas, ki ima 100 ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler jo ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Prilika govori o predanem, zvestem, skrbnem pastirju, ki išče izgubljeno ovco, dokler jo ne najde. Vsaka ovca mu je dragocena. Ko jo najde, se veseli, zadene na rame, predi zabavo s svojimi prijatelji in sosedi. Prilika se zaključuje, da bo takšno veselje v nebesih nad enim grešnikom, ki se spreobrne. Za Boga je vsako življenje dragoceno. Želi, da bi vsi ljudje bili v večnosti v njegovem kraljestvu. Zato smo bili ustvarjeni. Poglejmo še eno priliko. In rekel je, neki človek je imel 2 sina. Mlajši med njimi je rekel očetu: oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: koliko najemniku mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: oče, grešil sem zoper tebe in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom: brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prsta na roke in sandale na noge. Pripeljite pitno tele in ga zakolite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden.
in začeli so se veseliti. Prilika govori, da je sin prosil svoj delež, dediščino, ki mu je dal oče. Ko je dobil, je odšel in zapravil vse imetje, ki ga je dobil od očeta. Znašel se veliki bedi in pomanjkanju, da bil se je pripravljen ponižati, priznati napako in se vrniti k očetu. Oče ne zavrže svojega sina, temveč se ga usmili in z velikim veseljem sprejme. Ponovno da položaj, kateri mu je pripadal. Prilika nam razodeva, kakšen je v resnici Bog. Usmiljen, ljubeč in hrepeni, da se vrnemo k njemu. Bog nas ljubi. Toda dal nam je življenje, dal nam je svobodno voljo, tako da lahko svoje življenje živimo brez Boga, njegove pomoči. Vendar nas čaka, da se vrnemo nazaj k njemu. Bog ljubeče čaka, da se vrnemo. Zakaj čaka? Oče priliki pravi, ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. Brez Boga smo duhovno mrtvi. Ne vidimo, da potrebujemo Boga v svojem življenju. Mi živimo, toda izgubili smo vodstvo, smisel, zaščito od Boga. Kot Božje stvarstvo smo se podali na pot brez stvarnika. In takšna odločitev na koncu vedno vodi v katastrofo. Skoraj vsak dan poslušam žalostne zgodbe. Ni največji problem trenutni COVID. Tudi čas COVID-a bo mimo. Niti ne bolezni, čeprav mnogi trpijo. Tudi čas bolezni bo za mnoge mimo. Največji problem so uničeni človeški odnosi. Kje je rešitev? Pri temelju. Ko smo uničili odnos z Bogom, smo začeli uničevati vse ostale odnose. Zato smo velikokrat tako izgubljeni, zmedeni. Ne znamo graditi odnose, prej jih porušimo. Jezus pozna našo nemoč, osamljenost, zmedo, izgubljenost, grešnost. Zato je prišel na ta svet. Sin človeku je namreč prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Se počutiš na ta božični dan izgubljenega v svojem življenju? Obstaja pomoč, rešitev, izhod. In to je Jezus, katerega rojstvo se danes spominjamo in praznujemo. Bog te čaka, tako kot oče izgubljenega sina. Poglej v svoje srce, tako kot je izgubljeni sin šel vase in se odločil, da se bo vrnil očetu. Če se vrnemo nazaj, v prvo poglavje Janezovega evangelija, v 12. vrsti beremo: tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njegovo ime. Dala
moč. Človeštvo v Božji družini je samo po milosti, je dar Boga. Nikoli ne more biti človeški dosežek. Toda obdaritev je odvisna od človekovega sprejetja darila. Veruješ? Želiš sprejeti? Želiš biti Božji otrok? Veruj in sprejmi, da je Jezus prišel na ta svet kot odrešenik, da najde oziroma je prišel po izgubljene. Molimo. Jezus, sprejemam tvojo odrešitev. Odpri mi duhovne oči, da spregledam. Odpusti mi, ker do sedaj tega nisem videl. Sprejmi me za svojega otroka in me vodi. Daj mi v srce mir, radost in novo moč. Amen. Še enkrat vam želim vesel Božič in bo vesel, če je Jezus v našem srcu.